Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Pavel in Timotej, služabnika Jezusa Kristusa, vsem svetim v Jezusu Kristusu, ki so v Filipih, škofi in diakoni, milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Zahvaljujem Boga, kadarkoli se za vas spomnim in v sleherni molitvi vedno za vas vse prosim. Z veseljem, ker se udeležujete dela za evangelij od prvega dne do danes. Uverjen sem prav o tem, da bo Bog, ki je v vas dobro delo pričel, to tudi dovršil do dneva Jezusa Kristusa. Po pravici moram namreč tako misliti o vas vseh, ker vas imam v srcu in ste v mojih vezeh in pri obrambi in utrjevanju evangelija vsi vi deležni iste milosti ko jaz. Bog mi je priča, kako hrepenim po vas vseh, v ljubezni Jezusa Kristusa. In to prosim, da bi vaša ljubezen bolj in bolj rasla v spoznanju in vsaki razumnosti, da boste preizkušali, kaj je boljše, da bi tako bili za Kristusov dan čisti in brez spotike, napolnjeni po Jezusu Kristusu sadom pravičnosti, v slavo in hvalo Božjo. Božja beseda. Bogu hvala. Velika so Gospodova dela. Velika so Gospodova dela. Slavil bom Gospoda z vsem srcem, v zboru pravičnih in na shodu. Velika so Gospodova dela, občudovanja vredna za vse, ki jih ljubijo. Velika so Gospodova dela. Njegovo delo je veličastno in sijajno, njegova pravičnost ostane na veke. Ohranil je spomin na svoja čudovita dela, Gospod je usmiljen in milostljiv. Velika so Gospodova dela. Jesti daje njim, ki se ga boje, vekomaj se spominja svoje zaveze. Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del, ko jim je dal posest narodov. Velika so Gospodova dela. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod, odpri nam srce, da bomo opazili na besede Tvojega Sina. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami In s Tvojim duhom. iz svetega evangelija po Luku. Slava Tebi, Gospod. Ko je šel Jezus v hišo nekega prvaka med farizeji v soboto na obed, so ga ti opazovali. In glej, neki vodeničen človek je bil pred njim. Jezus je spregovoril ter rekel farizejem in učiteljem postave, ali je dovoljeno v soboto ozdravljati ali ne. Ti pa so molčali. In prijel je bolnika, ga ozdravil in odpustil. In pa je rekel, komu izmed vas bo padel osel ali vol vodnjak, pa ga ne bo izvlekel takoj v sobotni dan. In niso mu mogli na to odgovoriti. To je Kristusov evangelij. Hvala Tebi, Kristus. Spremljamo Jezusa na njegovi poti proti Jeruzalemu, kjer je že napovedal, da bo moral doživeti usodo prerokov, biti preganjan, biti zavržen. Danes še enkrat več
je zopet sobota, Jezus je zopet med farizeji. Čeprav se zdi paradoksalno, je vendarle, mislim, da prav reči, da so pravzaprav farizeji tisti, ki jih Jezus najbolj ljubi. Namreč z njimi se najbolj trudi, da bi jim odprl oči, da bi jim pomagal razumeti, da bi jih nekako osvobodil, zato da bi gledali, da bi lahko videli, kaj je Božji načrt, kaj je Božji namen. Problem pri farizejih je, kot smo lahko že velikokrat zasledili v Lukovem evangeliju, to, da računajo nase, na svojo pravičnost, na svoje sposobnosti, na svoje opravičenje. In kot taki ne vidijo niti potrebe, niti smisla potem, da bi se poglabljali v Božje usmiljenje in da bi bili usmiljeni tudi s brati in sestrami. In tega jih Jezus želi osvoboditi, zato se zlasti v sobotah, vidimo zdaj proti koncu Lukovega evangelija, ustavlja ravno pri farizejih, tudi odgovarja na njihova vabila, na obede, ravno zato, da bi lahko bil z njimi, da bi, če bi se dalo, jim dopovedal, da to, kar imajo oni za nekaj dobrega, svojo pravičnost, svoje spoštovanje postave, pa vsaj trud, da je lahko pravzaprav to tudi pod krinko dobrega v resnici ovira, da bi vstopili v Božje kraljestvo. In ta vodenični človek, ki je danes omenjen, da ga Jezus ozdravi, človek, ki se mu nabira vodo, človek, ki je otekel, nekdo, ki je otečen, je širši, kot bi moral biti v resnici, če bi bil zdrav. In če to podobo vzamemo, pa jo primerjamo s tem, da Jezus napoveduje, da v nebeško kraljestvo vodijo ozka vrata, potem pomeni, da Jezus mora ozdraviti vsakega od nas te nabuhlosti, te oteklosti, zato, da bomo lahko skozi ozka vrata stopili v Božje kraljestvo. Ker ne glede na to, kako ozka so vrata, Bog želi, da vsi vstopimo, da vsi pridemo v nebeško kraljestvo na gostijo, na obed, ki nam ga on pripravlja. Problem je, kot rečeno, v tem, da smo kdaj preveč zagledani vase, prepričani o svojem pravu, o svoji pozitivni samopodobi, do te mere, da ne prepoznamo več svojega greha, da ne prepoznamo več svoje omejenosti, svoje krhkosti. Pa Bog ne daj, da se ne bi veselili vseh darov, vsega dobrega, pozitivnega, vseh sposobnosti, ki jih imamo. Ne gre za to. Gre za to, da bi znali ob vsem tem prepoznati, da nam, ko gre za zapoved ljubezni, vedno znova zmanjkuje. In da smo, ne glede na to, kako se trudimo, vedno znova pred Božjo pravičnostjo dolžniki. In da zato potrebujemo tudi Božje usmiljenje, ki ga Jezus oznanja, ki ga Jezus uči, ki ga Jezus deli. Ga pa nikoli ne vsiljuje. Da bi znali torej tudi iz današnjega evangeljskega odlomka prepoznati potrebo, potem da se spreobrnemo, da v resnici prisluhnemo temu, kar nam Jezus govori, da bi lahko razumeli, da tako Jezus, kot potem tudi apostoli, potem tudi vsi svetniki, tudi današnji mučenec, Dominic Collins, da je tisto, kar jih vodi, ljubezen. Kot pravi Pavel v današnjem berilu svojim prijateljem v Filipih in piše: Vas imam v srcu, ste v mojih vezeh in pri obrambi in utrjevanju evangelija vsi vi deležni iste milosti kot jaz. Bog mi je priča, kako hrepenim po vas vseh v ljubezni Jezusa Kristusa. In to prosim, da bi vaša ljubezen bolj in bolj rasla v spoznanju in vsaki razumnosti, da boste preskušali, kar je boljše,
da bi bili tako za Kristusov dan čisti in brez spotike. Naj to Pavlovo vodilo, naj te Pavlove želje Filipljanom danes nagovorijo tudi nas, tudi naša srca, da bi lahko tudi v nas Božje spoznanje Božje ljubezni vedno bolj rasla in vedno bolj vodila naše misli, besede in dejanja.